Včasih smo za dvig energije popili skodelico kave, no danes pa mladina oziroma mlajši popijejo predvsem preveč energijskih pijač. In zato je v moji družbi Simon Godina, ki mi bo povedala, kako in kaj sploh je v teh energijskih pijačah in kako zares vplivajo na mladostnike. Simon, pozdravljena. Predvsem tukaj se bova res dotaknili mladostnikov, ker se mi zdi res velik problem, koliko teh pijač se popije, ki niso dobre, kaj vse je v njih. Ja, zdaj tle predvsem je veliko kemije noter, ne. Okay. Sej obstajajo tudi bolj naravne, pa take z guarano, ne, te energijske pijače, ne, ko so pač kot neka dopolnila, pač te linije, ki to delajo, imajo to, ne, tisti je drugače, ne, ta guarana se počasi sprošča, ne, ponavadi ima tudi ta taurin še dolano notri. V glavnem problem je, ker tukaj v teh pijačah je sintetičen, prav kapsule kofeina so. Te tablete kofeina so v bistvu noter, tako da je to droga. Ne deluje tako kot kava. Kava ima še zraven antioksidante, pa čaj imajo tudi še določen teanin, pa to. Tlele je pa direkt šus. In je v bistvu tako prav napad na nadledvične železe. In to pri mladini izčrpava, v bistvu izčrpava telo. Ena taka pijača izčrpava, dobesedno izčrpava telo. Meni je groza, ko to vidim. Tudi meni. In pa so tudi zbujeni, pa ADHD, pa tako naspidirani. Boljše, da pijo kakršenkoli drug sok, mislim, karkoli gazirano, sam da ni to. Ampak te kemikalije, ki so notka med te vkuse, jih potegnajo. Ampak to je katastrofa za hormone. Tako da to, kar mi odrasli pijemo kavo, pa kava, kortizol, pa to, kar reče, ja pa ne, če imaš za hormonsko ravnovesje, ni dobra kava. Mislim, to je še krat 3 šus. Ne? Ker nima nobenih dobrih sestavin. Saj neke vitamine, kao noter dodajo ali karkoli, ampak to je šus energije. Preveč razdraži nadledvič in jih izčrpava, kot da bi ne vem kakšne, ne vem, vadbe delali, strese imeli, ne vem, prav katastrofa. Ampak veš, kako je, ne? Ljudje smo narejeni tako, da če se jutri ne vidijo težave ali pa rezultati, pač ne gledaš na to tako. Ne? In pri teh seveda mladih ljudeh se ne vidijo težave tako, zdaj imam pa jaz kar izčrpane nadledvične žleze. Ne? Se bo pa verjetno pokazalo to, ne vem, pri 30-ih, 35-ih, ko bojo mogoče odrasli, imeli svoje družine in tako naprej. A kdaj se to pokaže? Ja, sej mogoče so se tudi zato, ker smo se že v enih drugih oddajah pogovarjali, da so se menopauze prestavile, da so se predmenopauze prestavile, ker je toliko stresorjev. In te energijske pijače te naspidirajo, če še kombiniraš z alkoholom, pa kaj, te Red Bulli pa tako naprej. Tako da ni to zdravo. Boljše kavo piti. Mislim, sej, otrokom pa pravijo ne kava, In zdaj te pijače so pa, sej vemo, kako. Tako da jim mogoče malo treba razložiti. Mogoče bilo pa treba tako kot pri alkoholnih pijačah nad 18 let, da tudi energijske pijače. Ja. Ko se ljudje že malo bolj zavedajo. Ker tlele noter je skoraj dvakrat, mislim, odvisno zdaj kjera, ima dvakrat več kofeina noter, in to je vuf. In so te padci to pol še hujši, ker ni nobenih stvari noter, da bi to malo ublažila. Tako da, in cel kopene pač kemije. Tako da... Zdaj, kaj je največja težava mogoče teh energijskih pijač? A to, da ima toliko kofeina, a to, da ima toliko kemije, a to, da ima toliko cukra, ali vse skupaj? Vse skupaj, ja. Okay. Ker obstajajo te kot take pač naravne energijske pijače, ki imajo guarano notri, ki malo ti dvigne energijo počasi. Guarana ima tudi naravni kofein, pa veliko enih antioksidantov, ki je pač ta ena taka rastlina. Tako da počasi dviguje, in je tak en naravni stimulans, te so pa šus energijske, to je... Jaz se spomnim, 2 leti ali pa 3 leta nazaj je bila v bistvu fulenga govora o teh, kako so sokovi polni sladkorja in niso primerni za otroke. Ampak zdaj, ko gledam, kaj otroci dajo na tisti trgovinski pult, si rečem, mislim, bože bi en jabolčen sok vzel. Čeprav ima veliko cukra. Ja, te energijske pijače so v bistvu ta ena slaba cukrasta pijača. Ja, ki te v bistvu... Plus to, še Coca-Cola nima to kofeina noter, da te... Tako da je prevelik šus. Res je pa, da si v bistvu tudi ne moreš pa zaspati,
si razdražen. Eni to pijejo zato, da so pol budni, da so naspidirani, da lahko delajo, da mislim, to te res gor drži, a ne? Sam telo ne zdrži. Mi se lahko teramo, sam telo pa ne zdrži, pa zdaj, kolikor zdrži, pa zdrži. Ne? In potem se na ta način tudi mladina v bistvu izčrpava. In pa se čudijo, zakaj bolezni, zakaj to vzgodi. Ker nadledvične žleze lahko imajo eno omejeno kapaciteto. Ja, ne morajo. Ne moramo jih. V bistvu si toliko nastresiramo, lahko bi se celo potestiral 24-urni kortizol, ne vem, da si nastavimo ogledalo, da vidimo, kako deluje. Sam mlado telo prenese, ne? Seveda, ker se tudi hitreje regenerira, obnavlja in tako naprej, ampak ko ti enkrat prideš v neka leta, ko pa telo ni več tako... Tako da zame so te pijače boljš karkoli drugega, te cukraste, druge sladke pijače, kakor to, no, tako. Čeprav oboje je grozen. Sedaj tudi te vkusi so taki malo sladkasti to, ne. Saj že, če jim pokažeš, koliko vrečk sladkorja je noter, ne, pa to spiješ tako, kot v vodi, ne moreš verjeti, sploh ne moreš verjeti, da je to v eni pijači toliko noter sladkorja. No, že to včasih, veš, toliko vrečk, cak pa izlagamo pol, ne. Pa grejo gledat, pa zlagati vrečke sladkorja, ne. Pa še kofein zraven. Ne. Pa šus, ne. Simon, hvala za tele podatke. Dejstvo je, da moramo res malo poskrbeti za to, kaj vnašamo v svoje telo. Predvsem najstniki, jaz verjamem, da so določene stvari res dobre po okusu, ampak včasih res niso dobre za naše telo. Tako da dajmo mogoče naslednjič vsaj pogledamo, kaj piše na embalaži, preden določeno stvar zaužijemo, pa bomo že tako mogoče malo bolj ozaveščeni, kaj zares vnašamo v svoje telo. Več pa si lahko preberete na klepetobkavi.si, kjer najdete tudi našo klepetavo kavo.